Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o podobnosti. Ljudje neprestano primerjamo stvari in ugotavljamo, v kakšni meri so podobne z nečem, kar smo doživeli iz preteklosti. Predvsem zato, da bi se zaščitili pred slabimi izkušnjami. Vsi imamo določene slabe izkušnje iz preteklosti in seveda se želimo prepričati, da neka stvar ni enaka kot tisto, kar smo že doživeli v preteklosti. Ko smo soočeni z neko novo zadevo, lahko ugotovimo, da ima določene podobnosti in si rečemo, ta stvar je podobna. In če je ta stvar podobna z neko slabo stvarjo iz naše preteklosti, potem se v nas takoj sproži strah in odpor in se želimo odmakniti od te stvari. Toda kaj smo pravzaprav s tem naredili? S tem smo samo slepili samega sebe. Začeli smo verjeti v neko laž. Kajti podobno ne pomeni enako. Naš pa želi stvari posploševati. Želi nas zavajati, nas slepiti in nam lagati. Če je neka stvar podobna, to ne pomeni, da je enaka, temveč samo, da so določene stvari, določene podrobnosti enake, ostale podrobnosti so pa različne. Torej, namesto, da rečemo, ta stvar je podobna, je bolje, da rečemo, ta stvar ni enaka. Na ta način bomo ozavestili, kaj je dejansko resnica. Skratka, pomembno je, da si vzamemo čas in da raziščemo stvari. Da natančno ugotovimo, v čem je neka stvar podobna in v čem je različna. Predvsem pa to, da nismo več vezani na naše slabe izkušnje iz preteklosti. Preteklosti ni več, je minila. Če stalno razmišljamo o tem, kaj smo hudega doživeli v preteklosti, smo v stanju razmišljanja, smo v našem in nismo prisotni z zavedanjem tukaj v tem trenutku. Dejansko ne živimo, ampak stalno samo skrbimo in s tem samo škodimo samemu sebi. Pomembno je razumeti, zakaj so se nam določene stvari v preteklosti zgodile, da je bila vse neka izkušnja, da je bilo to enkratno doživetje in da se preteklost nikoli več ne bo ponovila točno taka, kot je bila. Vse stvari so vedno drugačne, vsak trenutek je nekaj unikatnega. In pomembno je, da se tega zavedamo, ter da se ne vežemo na ničesar, kar se nam dogaja. Ključno je, da smo v zavedanju realnosti, da smo pozorni na naše dihanje, da se zavedamo, da vse stvari na tem svetu, da so minljive in da smo mi večno duhovno bitje, ki nas ne more ničesar prizadeti ali poškodovati. Hvala.